Zdravo. Tale je pa verjetno najmlajši. Dober večer in lepo pozdravljeni v knjižnici in kulturnem domu v Šmarje pri Jelšah na ta veseli dan kulture. Danes je obletnica rojstva Franceta Prešerna in danes praznujemo rojstvo, začetek, življenje, knjigo. Zato smo se tudi zbrali danes, da zaključimo letošnjo sezono, 15. sezono bralne značke za odrasle. Kot veste, ste danes tukaj med nami iz 4 občin. Bralci iz 4 občin, kjer naša knjižnica opravlja knjižnično dejavnost. To so občine Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Lepo pozdravljeni iz vseh krajev in zelo smo veseli, da lahko skupaj v živo danes slavimo branje. Branje in bralna kultura je nekaj, kar pripomore, da smo srečnejši, da smo, ne bom rekel pametnejši, ampak bolj modri, da smo bolj sočutni, morda tudi, da smo bolj drzni. In zato se vsi skupaj, mi v knjižnici, trudimo in delamo v tej smeri, da to branje prinesemo vsakemu, da približamo čim širši publiki. In vi, prav vi, ki ste danes tukaj med nami in še ostali, ki sodelujejo v letošnji bralni znački, ste zelo dober zgled za to. In mlajšim generacijam in svojim otrokom in svojim vnukom ste odličen zgled, da je branje neka vrednota, neka vrlina, ki dela ta svet lepši. In branje je tudi, zdaj, če izhajam iz tega, smo rekli, danes je tako imenovan ta veseli dan kulture. Branje je prva kultura, s katero se tudi kot otroci spoznamo. In branje ni samo namenjeno temu, da lažje zaspimo, ampak tudi temu, da nam da nek material za sanje, za to, da bomo se zbudili mogoče s kakšnimi novimi idejami. Zato smo v letošnje poletje vstopili z eno mislijo, oziroma ki smo kar nekako si prisvojili kot nek slogan: rastimo s knjižnico. To smo si izmislili sami. In rastimo s knjižnico. Izhajali smo iz tega, da smo začeli še malo bolj naslavljati najmlajše bralce in smo za njih poleti pripravljali ene gledališke predstave, pa pravljice, pa različne vsebine. Ampak ta slogan rastimo s knjižnico ni samo mišljen rastimo fizično s knjižnico, ne, ampak tudi rastimo s knjižnico. In vsi skupaj rastemo s knjižnico. Danes boste prejeli v zahvalo, da ste sodelovali na tej bralni znački koledar, na katerem je tudi zapisan ta slogan in se mi je zdelo pomembno, da samo omenim, od kod izhaja ta slogan, da boste razumeli tudi ozadje. Na tem koledarju imate označena 2 datuma prav posebej. 7. februar in 2. december. Verjetno si mislite, zakaj. Drugače beremo od praznika do praznika, od 8. februarja do 3. decembra, ampak ker je 8. februar praznik, 3. december pa bo sobota, imate že označeno na koledarju, na katera 2 dni se spet vidimo, zagotovo v prihodnjem letu. Danes zjutraj sem bil v Ljubljani na enem prav posebnem dogodku. Na Ministrstvu za kulturo je potekala podelitev priznanja branju prijazna občina. In danes so to priznanje med drugim podelili tudi občini Kozje. To je aplavz, ja. In to je prva občina v naši knjižnični mreži, ki je prejela to priznanje in verjamem, da je to
odličen začetek in tudi spodbuda, da s tem nadaljujemo v vseh občinah, kjer delujemo in da se bojo tako tudi občine prijavljale za ta naziv v prihodnjih letih. Na koncu je voditeljica Jolanda Železnik, sicer direktorica knjižnice Žalec, zaključila z eno čudovito zgodbo. In po prireditvi sem šel do nje in povedal, da me je zelo navdušila ta zgodba in če si jo lahko sposodim, da jo danes večer delim z vami. Seveda je rekla, da ja, in mi je celo dala njen listek, da si nisem rabil prepisovati. In vam bom zdaj to zgodbo prebral. Malo je vezana na to tematiko o branju prijazna občina, ampak v bistvu v sebi skriva veliko več modrosti. Nekoč so v deželi na sončni strani Alp praznovali ta veseli dan kulture. Na ta dan so podeljevali nazive branju prijazna občina. Iz leta v leto je bilo več občin, ki so želeli biti vse bolj prijazne. Invalidom prijazne, naravi prijazne, otrokom prijazne, starejšim prijazne, branju prijazne. Kajti, ko je bila prijazna občina, so bili prijazni tudi ljudje, ki so v njej živeli. Ker so bili prijazni, so bili tudi srečni. In tako je bilo vedno več občin, ki so širile prijaznost vseh vrst po vsej Sloveniji. Zato je bilo tudi vedno več prijaznih ljudi, ki so vsi živeli srečno, dokler niso umrli. Če ne bi umrli, bi srečno živeli še danes. Naziv branju prijazna občina, ja ali ne, ampak naj bo ta misel danes z nami, da bodimo prijazni, bodimo srečni in vse to bomo dosegli tudi z branjem. Danes pa gostimo v tem prvem delu dva vsem dobro poznana gosta, starešine knjižničarstva na našem področju, od katerih smo se vsi in se vsi učimo. To sta vsem nam draga gospa Gusta Grobin in gospod Jože Čakš, ki sta zelo prijazno sprejela in z veseljem sprejela tole današnje povabilo in smo se že pred tole prireditvijo sta se v bistvu ona dva med sabo usklajevala, kako bosta se pravočasno ustavila. Jaz vam želim lep večer in čudovit, najbolj vesel mesec v letu. Srečno. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, predvsem pa naša spoštovana gosta, draga Gusta in dragi Pepi, dobrodošla in dober večer tudi v mojem imenu. Dober večer. Pozdrav. Ko sem pred več kot 26 leti stopila v prostore knjižnice, takrat ne več kot uporabnica, ampak kot zaposlena, si nisem mislila, kako zelo hitro se bo ta čas do danes odvrtel. Pri nas smo gostili mnoge znane, mnoge pomembne osebnosti v Sloveniji, vendar takšne odgovornosti, kot jo čutim nocoj, še nisem čutila. Vse prav, veš. Malo je pa treba. Kako smo te vzgojili z Gusto? Na eni strani odgovornost, na drugi globoko spoštovanje, predvsem pa hvaležnost, da mi je bila ta vloga zaupana. Sodelavci naj bi po nekaterih podatkih oziroma raziskavah preživeli več časa kot s svojimi bližnjimi, zato je prijetno delovno okolje zelo pomembno. Jaz se spominjam svojih začetkov v knjižnici, ko sta me pričakala, vedno nasmejana Gusta in ravno tako vedno dobre volje Pepi. Zelo spodbudno za začetek neke nove poti.
Vem pa tudi, da je bila Gusta takrat približno istih let, kot sem danes jaz, morda celo malo mlajša. In če bi ta Polona danes imela možnost govoriti s tisto Polono, takrat bi prav gotovo rekla, da Gusta sploh ni bila stara. To še zdaj nisem. To še zdaj. V resnici se do danes sploh niste postarali. Vedno mladostni, energični, nasmejani. No, sej tudi midva s Pepjem sva tu nekje, morda sva dodala kakšen kilogramček ali dva, ne? To je občina kriva, ne knjižnica. Ja, daj. Gusta le ni bila občinska uslužbenka. Ni jedla Smo jerpico. slabše jedli. Nisi franskinih Kulturi jerpic ni jedla. denarja, ne? Občina ga pa Ja. ima. Ja, pa po gorcah hodila, ja. Jaz vem sicer, da imajo dame prednost, vendar bom danes moje prvo vprašanje naslovila na vas, Pepi, glede na to, da ste bili vi tisti, ki ste bili prvi v knjižnici. Kako se pa vi spominjate svojih knjižničarskih začetkov? Ja, dober večer, sem skupaj. Seveda tudi vama dvema, ne, Gusta, tako skoraj tako moja življenjska sopotnica, tako si veste, ampak začetki, ja, zanimivi so bili, o tem bi se dalo sicer zelo dolgo govoriti, ampak seveda ne bomo. Povedati moram, ampak mogoče že tudi veste, da sem začel zelo mlad delati. Danes otroci ne grejo v službo, ko so stari 20 let in 4 mesece, tako kot sem bil jaz, ko sem bil absolvent na Pedagoški akademiji v Ljubljani na smeri knjižničarstvo slovenski jezik. Absolvent sem postal z junijem, v službo sem šel s 1. septembrom v Šmarju. So takrat organizirali skladu z vsesplošnim slovenskim razvojem knjižničarstva tudi knjižničarski razvoj v občini Šmarje, no in to je mene doletelo. Prvi dan, ko sem prišel v službo, sem se oglasil na Delavski univerzi Šmarje pri Jelšah, ki je imela svoj sedež v tej Wagnerjevi hiši, kjer je zdaj lekarna. In seveda prišel vprašati, kaj bom delal, kaj počel, in niso vedeli točno, kaj bi. Lepo so me sprejeli, pokojni gospod Unger, pa Franček Drobne, pa Marija Kovačič, ki je bila računovodkinja. In so me po eni uri domov poslali, ne, in je rekla mama, ja, kakva služba, pa je to, ko boš, zakaj nisi v službi, jaz rekel, ni še to tak, ne. Je bila kar malo žalostna, kako neresno se to zdaj. Dobro, skratka, ena zadeva je, ki jo moram reči in ki je tudi Polona pomenila. Bil sem sprejet kot zelo mlad, če si lahko misli. Jaz si svojih otrok v teh 20 letih pa tudi kaj res ne predstavljam, da bi začeli neko tako službo, ker meni so rekli, ti si zadolžen za to, da organiziraš knjižničarstvo na območju celotne takratne občine Šmarje. Jaz še točno nisem vedel, kje je Kozjavo, Podsredak, kako bom to. Dobro, niti Rogatec, menda ne. Ampak, glejte, čas je bil tak, vzel si stvari resno in tudi jaz, in smo potem seveda, sem dobil v tej hiši najprej pisarno in potem seveda tudi prostore knjižnice. Šmarje je imelo knjižnico, tisti, ki ste, nekateri se spomnite, dole, ko je bila kinodvorana, to je zdaj kaj zdaj tam Telekom oziroma trgovina s tekstilom, no to glih paše, da je za knjižnico pol trgovina s tekstilom v nekih prostorih. V tej knjižnici je delala učiteljica gospa Ana Pavlič, ki smo se že šole naprej bali, in ko je mene videla, sem tudi jaz na pol zmrznil, kako bo kaj tole. Skratka, vemo, da ko pride nek mladi, nek starejši čuti, kot da je ogrožen, ni najbolj prijetno, vendar smo se nekako vse to zmenilo, ona je bila honorarno zaposlena, jaz sem bil potem redno zaposlen, sicer pod Celjsko knjižnico, ker se ni drugače dalo urediti, hodil sem tudi v Celje 2-3 leta, vsak drugi dan na neko izpopolnjevanje v študijsko knjižnico. No in potem smo uredili tiste prostore dolje malo drugače, malo lepše, bili so pa tako veliki, ne, kot, ne vem, če je bilo tako veliko. Ena soba, ne, ti tako veš. No, zdaj, ko sem Gusto pogledal, imel sem pa dole en privilegij, ker je dole v sosednjem prostoru je pa stanoval njen bodoči soprog, takrat že fant, in pa njena tašča, gospa Trezika Grobin, in me imela zelo rada, resnično.
To moram reči in sem bil privilegiran, ker sem velikokrat dobil kakšen štrudel, buhtel, pito in ne vem kaj še vse. Tak vmes mi je prinesla in gledajte, tak se je to knjižničarstvo začelo. Skratka, velika zadeva, še zdaj hranimo v našem arhivu tudi prvo naročilnico, na kateri sem spisal knjige, ki sem jih lahko naročil, namreč dobil sem takrat, šel sem v službo v jeseni, tako veliko denarja se mi je to zdelo, da sem rekel, zdaj pa lahko vse tisto kupil, kar sem v Ljubljani gledal v knjigarnah, kar sem nikoli nisem mogel si glih, ne bo moja, bo pa v bistvu tudi moja, saj bo v knjižnici. Ne? Tako da tak je bil ta začetek, seveda potem pa se je zgradil ta dom in ta zgodba bo šla naprej, verjetno še bomo o tem kaj rekli. Vmes, ko ste že dobili zaposlitev, ste odšli tudi na služenje vojaškega roka in v tistem času ste se Gusta pridružili vi. Kako, glede na to, da ste po poklici vzgojiteljica postane knjižničarka, menda tudi s pomočjo pisma vojaka? Ja, pravzaprav sem jaz v knjižnico prišla po čistem naključju. Jaz sem pravzaprav še danes hvaležna Pepiju, da me je takrat povabil. Nekaj smo bila z Vančom kolega. Ja, ne vem, ampak verjetno je že nekako bilo, ker če zdaj nazaj pogledam, jaz imam občutek, da je v mojem življenju bilo kar nekaj naključnih dogodkov, naključnih ljudi, ki so stopali, recimo moje življenje ga so oblikovali. Ampak vem pa, da sem bila že kot otrok strašno radovedna, vedoželjna, izredno sem imela cilj, baje, da sem govorila, ko bom jaz velika, bi jaz rada bila tršica za one čist male otroke. In res, ko se je meni ta želja uresničila 1972. leta, sem postala vzgojiteljica, zaposlila se v na novo zgrajenem prekrasnem Šmarskem vrtcu, dobila sem tisto skupinico otrok, jaz mislim, da sem bila najsrečnejši človek. Jaz sem začela potem dobesedno živeti svoje sanje in kako nam je tam bilo lepo. To so bila najlepša leta. Ker pa sem zelo rada brala, sem v kraju takoj poiskala knjižnico in tam je potem Pepi nekega dne povabil k sodelovanju. Res mu hvaležna, ker sem tam spoznala delo, za katerega prej sploh nisem slišala, ne vedela, ne nič, in sem se resnično potem veliko lažje odločila, ko sem spremenila recimo službo, ne. Je pa res ena anekdota, to vam lahko povem. Jaz sem pomagala honorarno, ko je mogel pa Pepi k vojakom, telefonov ni bilo in kaj, izposoja še šla, UDK, to je bila zame znanstvena fantastika, tiste številke nisem imela pojma. Pol sem pa napisala seznam, kaj bom vnesla, poslala Pepiju, Pepi mi je pa nazaj UDK je napisal in tako smo se midva pisala kot v šifrah. Ampak potem sem jaz mislila, se inventarna knjiga, to je pa čisto enostavno, ne. No, tu sem pa jaz spoznala, da se človek uči vse življenje in to, da se tudi veliko nauči na napakah. Mi smo dobili recimo 9 naslovov iste slikanice in po moji logiki, se še zdaj ne vem, zakaj nisem vprašala, sem lepo napisala 1430 prvi, potem pa ABCD dol do konca. In veste, da mora imeti vsaka knjiga svojo inventarno številko. In ko je prišel Pepi od vojakov, je še danes ne vem, kako smo midva to reševala, ampak to je bila tako velika napaka. Če danes gledam inventarna knjiga kot uraden dokument, jaz sem tako po svoje naredila, pa po moji logiki. Zato vam povem, da se res človek uči, dokler živi, pa tudi na napakah. Pa je pač bila velika, ne? Ti si skoraj uvedla nov sistem dela v knjižnicah v Sloveniji. Skoraj. Pepi, v času služenja vašega vojaškega roka ste doživeli še eno prelomnico in sicer zagovor diplome, ki pa naj bi bil po nekaterih podatkih zelo moker. Najprej še bom tole povedal.
Vi veste, da smo bili v vojski zelo nadzorovani, ne? Tudi vsako pismo. Ne? In glede na to, da je Gusta pisala tiste številke UDK, to so tiste zadnje, ne? 886.3, bomo šla in toliko in toliko. Trikrat sem šel na raport. Zagovor. On sem mislil, verjetno kak vohun, ne? Tako da sem potem pač nekako razložil, če je bil tam en Slovenec, a druge niso zastopili, še vedno niso, kaj je to knjižnica. Da sem zastopil, da sem jim povedal, kaj je, da sem naenkrat moral iti in da je ena prišla dela, namesto mene in smo zdaj. Tako da jaz sem v vojski, ampak to leto se mi ne šteje v penzijo, pa bi se mi bilo moralo. Dvojno. Ja, dvojno. Je pa res, da mi je gospa Marija Kovačič kot računovodkinja septembra poslala neki denar v vojsko in napisala, to je pa poračun za ne vem kaj nazaj, ampak verjetno je bilo to. Ker sem pa delal. No pa še v vojski, to povem, še en štos, ko sem moral iti na zagovor. Najprej sem bil v Vipavi, potem sem bil pa v Novi Gorici v granični kasarni v Ajševici, to je en kraj pred Novo Gorico, kjer je kasarna čisto blizu gostilne Šterk. In Terezija Ratajc mi piše enkrat v vojski in napiše: Jože Čakš, vojašnica pri gostilni Šterk. In tako dalje. Me pokliče, oni pa poslušajte, to je sramota, ne more vam nekdo pisati, mora neka vojašnica biti pri gostilni. To je vojna pošta, toliko in skratka, komu sem povedal, da pač to ta gospa se zelo na gostilnja bolj spozna kot na vojašnice. Tako da Terezija si ne vem, če je tu. Tako da sem imel te probleme. No, sem pa seveda se študijsko izpopolnjeval med vojsko v Vipavi, ne, tam je preveč pihalo, v Novi Gorici pa kar šlo. In jaz sem se zaposlil kot absolvent, še nisem imel diplome in potem ni bilo časa diplome delati, v Šmarju je bilo ogromno dela, bilo je 5-6 gostiln odprtih, dobra družba, fajn kolegi, vse se ne moreš učiti, vojska pa je potem te malo strezni, da je fajn, če greš 3 mesece prej domov, če imaš potem že narejeno visoko šolo. No in jaz sem se učil, sem se prijavil na diplomo, bilo je meseca septembra in seveda moral sem iti v Ljubljano, že prej sem neko nalogo oddal, ne spomnim se kaj, pa sem pa moral iti na zagovor za vse ostale predmete. Bil je dan, ko je zelo deževalo. Vojaki nismo smeli imeti dežnikov, tisti, ki ste kdaj bili v vojski, se danes bi kere poslal tam, ko so tako pametni, govore čas po televiziji. Nisem smel imeti, ampak si bil pač moker in si šel tudi v Ljubljani, čeprav sem bil z Nove Gorice, se v Ljubljani niso vedeli, da je vojna policija odhod si, ne, in sem prišel v NUK, v Narodno knjižnico na izpite, čisto premočen in vojaške obleke, ne. Zdaj ti profesori moji, ki so me odprej poznali, ker sem nekako bil tak tudi pri predmetih aktiven, me seveda vsi gledajo z strašnim velikim pomilovanjem. Pri 2 ali 3 sem dobil namesto 3 vprašanj samo po eno ali pa pol vprašanja celo in sem že imel ocenjeno, glej, ti si vojak, 3 mesece boš lahko šel, vi ste v redu človek, vse to znate. Tako da sem skratka, jaz uspel diplomirati v vojaškem plašču, čisto moker, pa tako z napol narejenimi predmeti, kar se me ni bolj poznalo, vse sem kar vedel. Skratka, vse sem se bolj izpolnjeval, če kaj nisem vedel, mi pa tako Gusta bolj naučila po svojih metodah. Skratka, ena taka lušna zgodba z to diplomo, ja. Včasih je v Šmarju veljalo, da če si imel kakršnokoli težavo, bodi si zdravstvene tegobe ali pa kakšno čustveno ali kakšno kulinarično dilemo, si prišel v knjižnico v Gusti, kjer si pri izposojevalnem pultu rešil, da skoraj vse, kar te je težilo. Tole malo za šalo. Topel človeški odnos pa je ena izmed obrazložitev za Čopovo priznanje, ki ste ga Gusta prejeli leta 2009. Koliko vam to priznanje pomeni? Priznanje je tak, bom čisto odkrito povedala. Je lepo, da nekdo opazi, da mogoče narediš nekaj več ali nekako drugače, ampak jaz sicer nisem nikoli na to kaj veliko dala, ker jaz sem pravzaprav delala rada. In jaz sem imela resnično to srečo in verjetno privilegij, da sem vse življenje delala tisto, kar sem rada delala. In jaz sem rada imela ljudi, otroke, rada sem bila v družbi, rada sem, tako ko si rekla, se še mimo knjig marsikaj pomenila. To je pač svetovanje brezplačno, danes bi rekli. Tam po Ameriki morajo plačati za to, ne? In sem resnično z veseljem delala.
Da sem pa dobila recimo to priznanje na področju mladinske, to mi je pa recimo res malo več pomenilo, ker pravljice so pa zame pač življenje od tam, ko sem jih začela brati, pripovedovati, pa mogoče še bomo prišli do tega, da ne bom naprej ti povedala. Ja, lepo je, če nekdo vidi, pa dobiš priznanje, to je pač priznanje, ki ga pa vsak ne more dobiti, ne. Kakšen pa je po vašem mnenju dober oziroma pravi knjižničar? Menda naj bi moral znati celo vriskati. Tudi. Zdaj, če bi naju dva združila, bi mogoče bil ta pravi, veš, iz dveh enega. On bolj tako, jaz bolj tako, pa bi bilo. Vriskati je pa včasih tudi fajn, ker jaz pravim, da smeh je pol zdravja, pa še več. Ne, se Gusta, sam to ne za intermezzo vem, je včasih tako potiho pela in hud pes Jan je živel, se futral je z ljudmi. Sem rekel, ne vem, če to mene namisli, danes je bolj slabe volje, ne, ker Bog ve, kaj se nje po noč sanjalo, ker to, veste, zjutraj, ko je prišla Gusta v službo, najprej si tu do konca razmazala vso to kremo po obrazu, prinesla v tistem servetu, kar jim je od nedelje ostalo za jest in potem povedala, kaj se je sanjalo. Ne? No, to je bil začetek ponedeljka, poln take energije, da se lahko cel teden dela. No, glede tistih nasvetov, ki si jih pa vsem šmanskim gospem in moškim malo manj dajala, pa res vsa čast. Jaz sem čas rekel, Ja, to je pa, če ima človek domišljijo. Ja, no, se s nje jaz tudi imel. Omenila sem Čopovo priznanje, vi Pepi pa ste prejeli Čopovo diplomo leta 2002. Naj omenim, da se diploma podeli za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke. Zanima pa me, na kateri dosežek, sploh v naši knjižnici, ste najbolj ponosni? Ja, mogoče samo v zvezi s tole Čopovo diplomo, dobil sem jo na Bledu, Manca Košir je takrat podeljevala in jaz mislim, da ni bilo problem predlagati slovenskim knjižničarjem mene, ali pa tudi Guste potem, se niti ne toliko po stroki, bolj potem, ker smo na vseh strokovnih zborovanjih zelo izstopali, vsi, ki smo Šmarja prišli. Malo potem, da smo se najprej udeležili 10 minut predavanj, potem nas pa cel dan ni bilo. Ne? Enkrat se je Anka tudi tukaj, Blanka tudi v knjižnici v službi. Ko Anka, ti si na Bledu šla v tisto Almiro tja gor in si kupila najdražji plašč v Sloveniji takrat. Se veš, Gusta. Se ne vem zakaj, ker nismo imeli takih plač. Ja, se si na kredit kupila, ali pa lojzi plašč. Na čeke, se nikoli nisi plačala pol, no skratka malo. Za šalo res smo bili poznani. Druga stvar pa je, da je tudi jaz to moje delo. Jaz sem vse življenje knjižničar, ko me je kdo vprašal, kdaj tudi v funkciji, ko sem bil župan sveta, je bila funkcija politična, no politična, se z neke politike nisem šel, sem vedno rekel, da sem knjižničar in to mi je bilo res drago in ljubo in ne samo naziv, tudi delo. Ko sem jaz lahko v knjižnici delal, zdaj ko je Gusta povedala te pogovore z ljudmi, lahko tudi jaz rečem, da pravzaprav je bilo najlepše obdobje, ko sem še bil za pultom, ko sem lahko izposojal knjige, ko sem se z ljudmi pogovarjal, ko sem iskal za naše študente literaturo, ko še ni bilo nobenega Kobisa in ničesar in smo jim našli. In še zdaj marsikdo reče, veste, pri vas v Šmarju smo pa vse dobili. To je ta del, drugi del je pa to, da smo res sledili stroki razvoju knjižničarstva v Sloveniji. Namreč slovensko knjižničarstvo je pa v evropskem merilu, pa mogoče celo širše, bilo eno najbolj urejenih in razvitih, to splošno knjižničarstvo. Tako da tukaj imamo kar nekih zahvaljenim našim strokovnjakom, zlasti dvem mamam smo jim rekli, mi smo imeli za splošne knjižnice Mišo Sepe in Ančko Korže-Strajner. To so bile take dve knjižničarski mami, ki sta bile v Narodni knjižnici zadolženi za tako imenovano matično dejavnost in razvoj splošnih knjižnic, ki so vse stvari lepo
lepo razložile, lepo sprejele, bile uvidevne. Srečen si bil, če si jih lahko poklical, pomagali, ko so prišli, da ni bilo strah, si bil vesel, no in podobno. Ta strokovni drugi del je pa seveda to, kar nam je uspelo s tem, da smo prišli do nove knjižnice konec leta 1978, ko je bil zgrajen ta kulturni dom. Knjižnica še takrat ni bila čisto gotova, ampak šele potem 5. maja 1979 smo se preselili v ta del, kjer je zdaj knjižnica, ki je bila pol dograjena. No in takrat smo imeli v knjižnici 4200 knjig, ko smo se preselili iz onega prostora tu gor, ne, zdaj jih je 100.000 ali koliko. 118. 118, no ti moraš vedeti. Veliko prostora, naenkrat je to nastalo, ne, se pol ga je zmanjkovalo, tisti, ki ste hodili, ste videli, da je potem postajalo vedno bolj utesnjeno in skratka potem tudi, da smo dosegli prvo razširitev knjižnice, ta prizidek tu dol in potem še drugo, da smo na vrhu v prostore, ker je bil radio Štajerski val oziroma naš šmarski radio, ki ga mimogrede niti slučajno nismo mi ven vrgli, ampak je to posebna zgodba, da smo uredili celoten ta kompleks, pa še sedaj bi premanjkovalo kar nekaj prostorov. Skratka, to so bili pa ti dosežki na področju te prostorske ureditve, pa ne samo tukaj. Mi smo bili matična knjižnica takrat za celotno območje bivše občine Šmarje, tudi Rogaška, Rogatec in pa seveda te občine, ki jih je prej gospod direktor naštel, so spadale sem in tudi tam smo delali na tem, da smo urejali prostore, se dogovarjali, kako in kje bi bili. Tako da je bilo to pravzaprav eno zelo veliko delo. Prostor je izjemno pomemben. Seveda pa tudi potem kadri in pa tisti, ki so tudi ob nama, potem, ko smo že kar umagali, skoraj dolgo let smo bila sama, pol pa ni šlo več. Potem smo pa dobili najprej po letu 90 ena taka dva razvajana otroka, enega Romana in eno Polono, da smo jih komaj pol nekako vzgojila, da sta danes taka ugledna, ona zna tule voditi prireditev, Roman pa tam le posluša. Tako da, pol so še drugi prišli, no skratka. Skratka, naša knjižnica je bila v slovenskem prostoru poznana potem, da je urejena, da je odprta, pa da smo mi zgusto tu v službi. Ves čas svojega službovanja ste bili povezani s knjižnico. Zanima me, kako mislite, da se je vloga knjižnice spremenila od nekoč do danes? To pa lahko res jaz povem. Jaz moram reči nekaj. Ko sem jaz hodil, v osnovni šoli smo imeli zgoraj, kjer zdaj rečemo stara šola, kjer smo hodili od 5. do 8. razreda, je bila ena knjižnica. V njej je, mislim, da je delal gospod Koprivc, je bil en učitelj. Martina, ti si mu pa pomagala, kje si? Jel da si? Se vem, nisi mi enkrat htela ene knjige dati, ko si rekla, da sem še premlad. Se je ne bi razumel, ne? Ja. Skratka, tudi Martina ima knjižničarske izkušnje, tako da. No, gledajte, tam je bil tak skromen fond, vse tisto zavito v tisti moder papir in podobno. V to knjižnico, pa naj ne zgleda to žaljivo, ker je pa gospa Pavličeva delala, pa nismo radi hodili, ker je bil ta odnos malo takšen. In jaz sem seveda doma prebral vse stvari, vse knjige po 5-krat, nekatere, ki so mi bile pri srcu. Skratka, mislim, to rečem, potem, ko sem prišel v knjižnico, ker sem si, moram reči, tudi skozi želel neko tako delo delati, je bilo največ ta razvoj, ne. Od tega, kot smo prej rekli, pultni sistem, ko si prišel v knjižnico in nekdo za pultom povedal, katero knjigo bi rad in so knjižničarji hodili po policah in ti jo prinesli, do tega, da je bil uveden tako imenovan prosti pristop. To je bil zelo velik dosežek, to je bilo tako samopostrežne trgovine, se veste, kak je bilo, ko smo bili. Prvo samopostrežno smo mislili, da tisto, kar si nabiraš, lahko odneseš domov, pa ni bilo tako. No, skratka, že ta preobrat. Potem seveda malo bolj na tem področju zakon, ki je bil sprejet, novi zakon o knjižničarstvu, ki je še sedaj, ki je tudi potem uveljavil dikcijo, da morajo biti knjižnice samostojni javni zavodi. Mi smo bili kar dolga leta v okviru Delavske oziroma Ljudske univerze Rogaška Slatina, kjer nam sicer ni bilo nič kaj slabo, ampak vseeno zakon je potem določal, da so knjižnice samostojni zavodi in to je tudi pomenilo potem večji razvoj in tudi določitve o financiranju knjižnic,
posameznih občin in podobne stvari. Tako da jaz mislim in koliko spremljam, da je še vedno in tudi knjižničarstvo je bilo vedno v okviru kulture dokaj visoko tako. Tudi za knjige je bilo vedno dano, da smo lahko kupovali tudi v lokalnem okolju. Tak da. Skratka, to je bil ta napredek in pa seveda, da smo potem tudi se ljudje in kadar izobrazili, naredili strokovne izpite in vse te stvari, ki so bile potrebne. Tak da, to je en ogromen razvoj. Čas korone je dal naši knjižnici možnost, da smo do bralcev oziroma gledalcev ali pa poslušalcev poiskali drugačne poti. Tudi vi ste leta nazaj poiskali pot do najmlajših. Vrsto let ste namreč na Radiu Štajerski val ob nedeljah zjutraj pripovedovali pravljice. Kakšni spomini vas vežejo na to obdobje? Ja, se pravim, v moje življenje je nekako res vstopali ljudje, ki so me usmerjali, jaz sem pa menda res vedno našla tisto pravo pot. Ne vem, to mi je bilo dano, zato nimam nobenih zaslug. Ampak takratna urednica, gospa Mimica Kidrič, je prišla z idejo, da bi neko oddajo na radiju imeli tudi najmlajši. Ja, sem ka pravljico znam pripovedovati, kaj druge pa ne, jaz nisem novinar. Pa se je tako začelo. Res 1. maja 1988 smo imeli prvo oddajo, takrat se je imenovala Minuta za najmlajše. Prva pravljica je bila Stara hiša številka 3, Ele Peroci, rojene v Rogaški Slatini. To sem si zapomnila za vse večne čase. Res, s pravljico sem resnično bila povezana tudi že prej. Ampak to je šlo po celem Kozjanskem in okrog in zgleda, da so pravljici prisluhnili tudi odrasli, ker so me potem odrasli recimo tudi še nagovarjali, da me poznajo po glasu, ne po stasu. Ne? No, ta oddaja, ki se je pozneje imenovala Pravljica na Štajerskem valu, je tekla 25 let. Zadnjo pravljico sem pa imela meni zelo ljubo, Plesna obleka rumenega regrada, Sunčane Škrinjarič. Neke stvari si zapomniš, ker so eni taki meniki. Se pa spomnim, ko sem šla iz vrtca v službo v knjižnico, nisem čisto nič drugo pogrešala kot otroke pa pravljice. Ampak jaz sem imela fajn šefa, on je mojo vedoželjnost in radovednost podprl in sem rekla, bomo pa imeli kar ure pravljic za otroke in obiske otrok v naši knjižnici. In tako smo res v slovenskem merilu med prvimi, poleg Pionirske knjižnice Ljubljana, imeli že ure pravljic in jaz sem zelo vesela, ko zdaj spremljam, da te dejavnosti živijo naprej, se modernizirajo, zdaj so širokemu krogu dostopne. Res prav vesela sem, to je zdaj več kot 40 let. Ja, staramo se. Tako da ste s pravljicami na tak način ja, še no, vedno povezani. na tak način, no, za tretji sklop pravljice pa kriva naša Jana. To pa res, ona pa prišla z idejo, da bi imeli pravljice za odrasle. Jaz sem bila takoj za, ker vedno trdim in vedno bom, da za pravljico ni človek nikoli premlad in tudi nikoli prestar. Pravljica je res odraz življenja. In teh 7 pravljičnih sezon smo se mi prav krasno imeli z odraslimi, ki so prihajali enkrat manjšem, večjem številu, pa se ne gre toliko za množičnost. Jaz mislim, ko je prej Pepi govoril o preskoku, o razvoju, tu mislim jaz na to, da v naši skupnosti nekih večjih številk, to tako ne moremo doseči, če ni več ljudi, ne moreš, ampak lahko pa na kvaliteti, ne pa na širokosti, pa na tem recimo gradiš. Tako da tudi te pravljice za odrasle, meni ni noben problem. Jaz se zelo fajn počutim, če jo poslušam ali pa če jo pripovedujem. Na začetku sem omenila, da je za dobro počutje na delovnem mestu pomembno, da je delovno okolje prijetno,
da se sodelavci med seboj razumejo. Vidva s Pepijem ste bila sodelavca vrsto let, pa me zanima, ali je bilo kdaj med vama kaj na elektreno? Sta se sploh kdaj skregala? Ne, ker statične elektrike jaz ne poznam. Druga elektrika me ne trese, ker se je ne dotikam. Jaz se elektrike zelo bojim. Ne, resno, moram biti hvaležna. Jaz sem imela zelo dobre sodelavke in sodelavce v obeh kolektivih. Vrsto let sem še pa povezana, pa recimo kontaktiram in z vzgojiteljicami v vrtcu, z vsemi vami. In veste, zelo prijeten občutek je, ko prideš v knjižnico, ki je bil skoraj res moj drugi dom in sem preživela verjetno več kot doma, da te ljudje radi sprejmejo, no? Da so te veseli, če bi tako rekla. Da bi se pa kdaj midva kaj skregala, to pa ne. Če bi pa bila poročena, bi se pa. To pa sigurno. Ja, To smo pa bila samo sodelavca in prijatelja. Smo bila z Vančom velika kolega. Skratka, res. Ja, Ena kolektiv je. zadeva, ki je tako lepa in plemenita, tako lepo, dolgo leta sva samo midva delala v knjižnici, potem ostali, ampak recimo tudi ta odnos, ki je bil velikokrat povezan tudi res z dobro voljo, humorjem, ampak z novimi idejami, z veliko dela, se smo tu prebivali, veliko je bil res dober in plemenit. In jaz tudi moram reči, in tako vedno rečem, imel sem zlate in dobre sodelavce tukaj, kot tudi na občini, kot na Ljudski univerzi, ker sem v teh 3 krogih se, ker pa je seveda nocoj tule gusta, pa res tudi tebi hvala za vse tiste drobne humorne zadeve, veste, to smo bili včasih potrebni, tako da lušno, lepo je bilo. Ja. Nista bila pa vedno povezana samo s knjižnico, tudi zunanje projekte ste imela, recimo obdarovanje dedka Mraza, ker je bil Pepi dedek Mraz, vi pa ste bili neke vrste maskerka, pa menda ne preveč uspešna. Ne more Polona tega pozabiti, bom pa še vam povedala. Obleko smo imeli, ni pa bilo brkov, Pepi jih ni imel, jaz sem skočila hitro. Premale sem še imel. Skočila sem v verigo po tisto žimu, ko se cevi vodovodne zavijajo, in drugo nisem imela, smo z oholepilom gor nalepla, tako da je bilo, kak si je pa dol spravila, pa ne vem. S kožo red pa je. Ne, mislim, nič hudega soteče. To je bil projekt, jaz si nisem mislil, da bo to tako izgledalo, ne. Gusta me lepo, ti si še vrtcu bila takrat, veš? Jaz hodil okrog po vrtcih, pa teh šolah, područnicah kot dedek Mraz. In en problem je tudi bil pri tem, ker takrat so me morali dati tule polšter. Presuh si bil. Presuh sem bil. Polšter smo mu zavezali. Zdaj bi bil pa tako lepo. Zdaj bi bil pa že malo predebel. Dedek Mraz. Tista preja, vodovodarska, ki si me ti gor in sem si jaz potem dol vlekel z tistega oholja pila, mi je pokvarila potem novo leto. Ker to je bilo tik pred novim letom tiste dni in pa dobro, z njega pa ne mi je zameril, ko je že glih gusta. Vse ne možeš, njen tak ni bilo, nisi mogel kaj zameriti. Nič hudega sluteč, jaz sem samo dobro želela. Pepi, vi ste zaradi zunanjosti, zaradi službenih zadev pa še imeli tudi pozneje potem težave. Če se samo spomnimo, 4 leta nazaj smo imeli v tejle dvorani premiero filma Umor v Orient Expressu, kjer smo se vsi preoblekli v igralce iz tistega filma. In vi ste posledice tiste preobrazbe kar nekaj časa še potem nosili po Šmarju. No, drugič, to je že drugič šel na let. Jaz sem bil tisti, ki ste bili takrat tukaj in pa poznate seveda Agato Kristi, sem bil seveda Poirot, ta detektiv, ki pa nima svetlih brkov, ampak temne. In mene, ko so namaskirali, Anka me je oblekla lepo, slavna frizerka Darinka Stojnšek s Podplata oziroma tam dol, ki nas je tudi vedno maskirala za naše predstave, je pa mi uredila brke in takrat so neko barvo iskale, pa rekla, Anka, kar stotelja ga namaže, se to bo tako vredi, sam da je črna, ne. In mene Darinka namaže z neko črno barvo, zelo lepo, jaz na vseh fotografijah res. Ampak, dragi moji ljudje, spet domov zvečer, ni šla barva dol. Po noči, vse praške, vsa čistila, od kuhinjskih,
Nič, zjutraj se zbudim črni brki. Veš, možem, kako pa si, jaz sem nastopal, sem bil v PR-u. Ja, pa zakaj na to ne spraviš, da se neko ne gre. Nič, sem rekel, bom poklical Darinko, kličem domov, nedelja bila drug dan, jaz sem ji javil, sem rekel, Darina, meni ne gre tole dol, to ta barva. Ja, kot je, ne bo šla, vredi si to spucaj, pa bo šlo, pa še Anko sem klical menda. Je rekla, kar pojdi k Darini domov, ti bo že to dol spravila, ne. Grem gor, Darina imela neko delo, smo z njenim možem tam sedela in sem čakal na ta postopek, smo se že napila tam. In potem prije Darina me neka puca, pa Jezus, si rekla, pa res sem to nekako čudno. In pravzaprav je čisto malo dol spravila. Je rekla, veš kaj, to ne bo šlo dol, to, dokler ne boš imel narastka. Ne? Pa dragi moji, to je bil tudi mesec december in vsi prazniki in vsi to. Kaj še pa najhuje, v tistem tednu smo imeli sestanek direktorji knjižnice Celjske regije v Celju. Ko naj grem ali naj ne grem, dobro sem šel. In sem šel na ta sestanek, ne, in me tako Tjara pogleda, pa hitro da stran pa. So se mislil, da tam pa malo se usukna, vse vemo, da ima. In nekaj začnemo, pa sem rekel, gledajte, preden se boste namatrali in ugotavljali, kaj je z mano narobe, kar vidite, sem obrazložil zadevo. Da je pač to posledica tega filmskega večera z Agato Kristi in pa naše slavne frizerke Darinke Stojnšek. Tako do novega leta mi je že šlo skoraj dol, pol sem pa ta narastek imel. Redno sem si potem tako lepo, skoraj vsak dan sem si malo poštucal, tak dan, no, gledajte. Se še spomnim, da smo Če bi Agata Kristi to vedela, bi še en roman napisala. Jaz se spomnim, da smo vas včasih v Veš, kaj bi knjižnici, napisala? Ja. Umor frizerka, nekaj takega, to bi moralo temu slediti. V tem decembru smo vas včasih še v knjižnici zjutraj, preden ste šli na občino z belo barvico, barvali obrvi in brke. Če se spomnim. To je pa že politična zadeva. Pepi, v pokoju ste že 3 leta in upokojenci naj bi imeli ogromno časa. Morda je tu med vami tudi kakšen tak, ki bi to potrdil. Vem, da vam ustvarjanje ni tuje. Prejšnji teden smo vas tule ravno na tem odru z 2 sodelavcema videli pri predstavitvi knjige Razglednici Šmarja. Zanima pa me, če si lahko morda nadejemo kakšno samostojno delo. Ja. Zdaj, če bi moral napisati kako pravljico, kar sem tule že menda enkrat rekel, Marko mi je takrat ob primopredaji tudi predal en zvezek in pinkalo, ne začnem pisati, ampak še nisem navak, nocoj sem pa dobil eno idejo. Recimo, lahko bi nastala pravljica, midva imamo specifična imena, se zato naj tudi v celi Sloveniji poznajo, pa kje še imate vi Gusto in Pepija v kakem kolektivu, nimaš. In lahko bi bila recimo pravljica o čarovnici Gusti, ki ni hotela biti zlobna, in o razvojniku Pepiju, ki je pomagal ljudem. Skratka, Samo dobre. Ti ne bi mogla biti ona čarovnica. Ne. Meni bi se čarovniška palica zlomila. Ja, jaz. Tako da skratka, ne vem, čem to pravljico napisal. Dobro, druga stvar je tole, kar tisti, ki spremljate po Facebooku, ko objavljam zadeve v zvezi z zgodovino našega kraja, hiš, ljudi, dogodkov in vsega tega, tu pa lahko, da bo počasi nekaj nastalo, ne bom nič dokončno rekel, ampak materijala nekaj že, nekaj ga še iščem, zdaj zelo zanimive stvari, tudi zdaj imam nekako pred sabo šmarske obrtnike, ki so bili tukaj v Šmarju, v katerih bi rad iščem materijal in fotografije in te stvari, ne vsi poznate Jaketa Goloba Kovača, ki je bil pa Gajšeka, ki je bil čevljar, pa Hrovata, ki je bil krojač, Marte Pelkotove oče in še seveda vrsta drugih, Ključavničar, Dečman in podobno. Skratka, to so ene tudi take stvari, ki vsak kraj mora imeti. Te stvari so zdaj nekako v tem iskanju, tako da mogoče bo kaj ratalo. Če pa nocojšnji večer posnet, kar verjetno je, pa tudi lahko tole vse zapišemo, pa je nova knjiga in boste imeli bralne znački čez ne vem koliko let. Zdaj, če boste napisali pravljico o Gusti in Pepiju, jo bomo verjetno vključili v našo predšolsko bralno značko. Ja, verjetno Nocoj smo tu, da podelimo 15. bralno značko, ampak začelo se je mnogo prej. Začeli Gusta z bralno značko ste v naši knjižnici vi. Kako se spominjate začetkov? Kdo je bil prvi osrednji gost? Kako je potekal izbor gradiva? Ja,
Moram še enkrat povedati, da sem imela jaz res dobrega direktorja in sem lahko hodila na vsa strokovna predavanja, srečanja. In tako sem z enega teh srečanj prinesla idejo, ki sta jo knjižničarki iz Maribora in Ptuja nam tam predstavili. To je bil en tak projekt, podoben zdajšnji bralni znački za odrasle, ker za otroke je bilo tako na nivoju občine Republike že kar veliko narejenega, za odrasle pa pravzaprav ni bilo nekega seznama, ki bi bil nam, knjižničarjem, v pomoč za svetovanje, kaj brati, kako brati. In jaz sem prišla z tega seminarja in sem to idejo prenesla, vsi smo bili za in potem se je začel vsebinski del. Predvsem jaz se spomnim, da me je bilo kar hudo, ker so ljudje tako malo poezijo brali, pa se je sposojevali, pa smo rekli, pa bomo vključili poezijo. Izredno slabo so se brale slovenske avtorice in avtorji in smo rekli, na vsak način moramo nekako promovirati slovenske pisatelje, pa pisateljice, pesnice. Seveda pri tuji leposlovju smo pa želeli dati tisto nekaj več, ker kot knjižničarji smo bili mi tudi zavezani dati ljudem ne tisto tako na hitro, ampak vsakič nekaj več, nekaj globljega, mogoče je kdo rekel, da je pretežka, pa ni nujno, pa marsikdo je potem vzel še ostale knjige tistega avtorja in na tak način smo potem še kako biografijo vključili, pa kaj takega in tako so nastajali res ene taki seznami, bi lahko rekel. Ponudili smo jih bralcem in nam je bilo lažje, ker smo rekli, to je bilo zbrano z namenom, natančno, pregledano, prebrano, če tu iz tega seznama karkoli vzamete, ne morete zgrešiti. Smo pa potem dobili zelo veliko povratnih informacij in smo potem vsako naslednjo bralno značko vključili predloge bralcev, pa kakšne lepe misli, pa potem so dali mogoče še širše, da smo nadgrajevali. Mislim, da je podobna rdeča nit tudi pisatelje, ki so v tistem letu recimo se rodili oziroma umrli in tako naprej. Vsakeč smo pa naredili en tak zelo zanimiv recimo zaključek, tako kot je recimo danes, povabili smo kakšnega avtorja, potem glasbeni, kulturni del, tako da smo nekako dali bralcem to kot neko darilo, da so res poznali še pa tistega avtorja. Ena taka lušen večer mi je bil, vse verjetno ste tu še mnogi, ko smo gostili Toneta Partljiča. On je že sam po sebi naredil tak humoren, lušen večer. V prvi vrsti je sedela gospa Marica Ciglenečki, naša dolgoletna in zvesta bralka, ki smo ji nekako posvetili tisti večer nehote, ker sta za glasben del poskrbela sin Slavko na kitari in hčerka oziroma vnukinja Živa Ciglenečki, vrhunska violinistka. In mi smo imeli tisti večer, ne vem, en tak lep, meni se zdelo toplo, prijetno, vsi skupaj. Vsak je bil potem nekaj posebnega tudi do danes, no danes je pa sploh, ne? Ja, tako da jaz se tega res spominjam in to moram reči, da sem tako vesela, resnično vesela. Iz tistih 20, ko ste oddali takrat nazaj pred 15 leti, je danes, kot slišim, naraslo preko 140 oddanih. Za množičnost, vse res, ko sem že rekla, ne gre, ampak to, da se še danes potrudite, da zberete take resnično vredo knjige, da ta bralna značka teče in da ne mi rečete, da ljudje ne berejo, pa se še berejo. Potruditi se je treba, pa ponuditi je treba. In tako kot nekoč, ko smo začeli z osebnim
tako je tudi verjetno treba še danes koga majčken pocukati, ga nagovoriti, mu kaj ponuditi, potem bo pa bral, brez nič pa ni nič. To naša Katarina zelo dobro obvlada. Tako. Zdaj danes naša današnja gosta nista zahtevala podatkov o tem, kakšna bo scena, kakšne barve bodo zavese. Se je pa že v preteklosti zgodilo, da je kakšna gostja želela imeti te informacije. Drži? Elza Budal. Ja. Ja. Se spomnite večera z Elzo Budal? Ja. Ja. Ne veste pa, kako je to izgledalo, ko sva midva začela kontaktirati. Katarina, ti si me spravila v zelo čudno situacijo. Seveda, Katarina Stojan, ki nadaljuje Gustino delo na tem področju, si vedno zamislila neke goste, tako recimo tudi nocoj. Se to ni bilo enostavno naj od vas sem dobiti, ne? Ko si polna zamisli, da je bilo strašno zanimivo, če je bila gostja Elza Budal, je pa seveda rekla, da naj to jaz pač uredim, ne, sem bil tu zaposlen, pa direktor in podobno. No in dobro, za neko v redu bo, no to sem skozi odlašal, nekako se čelihijo zelo cenim in vse skupaj in potem prišlo do dneva, dobili smo njeno telefonsko številko, Maja Ratejova jo je uredila preko kulturne redakcije Vala 202 in jaz pokličem gospod Elzo Budal, ne, prvo se tak ni oglasila, pa sem še enkrat klical, pa se oglasi, pa ja, prosim. Sem rekel, tu Jože Čakšič, Šmarja pri Jelšah. Reče, z neznanimi moškimi jaz ne govorim, imam predobre izkušnje. Sem rekel, počakajte, gospa Elza, vam bom povedal, zakaj gre. Hvala lepa, adijo. Ja, sem rekel, Katarina, kam si ne spravlja. Sem rekel, nič, ker sem poskusil bližal se ta dogodek, zdaj kličem drugič, ne. Pa sem rekel, samo to vam naj povem, da to številko, ker je prej rekla, kje ste dobili številko, ampak niti ni čakala, da bi povedal. Sem rekel, samo to vam naj povem, da so mi številko dali vaša kolegica na Valu 202 in je rekla, da ni problema, da vas lahko pokličem. Aha, ona vam je dala. No in kaj bi? In povem, sem rekel, veste kaj, mi imamo to bralno značko in bi imeli tak zaključek, vas za gostjo, vi ste taka spoštovana, ja, kje je to? Jaz sem rekel, Šmarje pri Jelšah, ja, kje je to? Sem rekel, veste, to je, če se peleš od Celja proti Rogaški Slatini ob tej glavni cesti. Na Rogaško Slatino imam preslabe spominje, ker so v okviru jugoslovanskega šansona, ki je bil nekoč, jo tam nekako skritizirali. Rekla, če blizu Rogaške nič, veste, to ne bo šlo. Sem rekel, ja, gledajte, ni to tako blizu, je pač na tej poti, pa sej vam bomo mi uredili prevoz in to. Dobro, v kakšnem prostoru bo to? Ta dogodek, to kak gasilski dom, vaški dom ali kaj to, ne, sem rekel, gospa Elza, mi imamo dvorano, kulturni dom, tudi gledališko dvorano, ne, rekla, to nič ne verjamem, sem že enkrat bila nekje pri Ljutomeru, ko so tudi rekli, da imajo prišla, sem ni bilo ne zakurjeno, ne pometeno, neki čudni ljudje noter in podobno. Veste, to jaz ne bi. Ne, sem rekel, gledajte, res da mi imamo nov dom, oziroma takrat je bil tak preurejen in potem sem pa mal na dušo pihal, sem rekel, veste, jaz sem generacija, ki smo poslušali popevke, za katere ste vi pisali besedila in so nam bila dobro in Poletna noč in vse to, se vemo, katera tisoč jih je napisala, menda. Ja, to poznate, ne, pol pa že bilo malo boljše, ne, tako da sva potem se dogovorila le, da bo prišla v Šmarje pri Jelšah, da bo videla, kje je to in potem je seveda še kakšno prigodo povedala, ja, glede garderobe, ne, in podobnih stvari in je rekla, veste, vam moram pa še eno izkušnjo povedati, ker kdo bo vodil, sem rekel, Maja Ratej iz Vala 202, aha, se njo pa malo poznam. Veste, da se ne bi zgodilo tako, so mi ponudili, da bi na prireditvi Poletna noč v Ljubljani, ko so, tako poznamo ta festival vsako leto junija, kjer so predstavljali popevke, za katere je Elza Budal napisala besedila in so mi z televizije klicali in se je povedali, da bo vodila večer Miša Molk. In je rekla, hvala lepa, če mislite, da bo Miša Molk vodila to prireditev, te prireditve ne bo, oziroma ne bo ne mene, ne nobene moje pesmi. Mislila, zakaj, kaj imajo one dve. Dobro so je dali potem onega igralca Saša Tobakoviča, ker je bila zelo zadovoljna. Potem pa so ji rekli, da če želi, da jo pošljajo tudi stilistke, da jo bojo oblekle, da jo bojo povedali, kaj tam paše.
In je rekla, sem ji rekla, jaz onem na televiziji. Vete kaj, jaz bom vam poslala neke stilistke, da vas oblečejo, da ne boste tako izgledali na televiziji, kot da ste prišli tam od ne vem, kot iz nekih hribov na televizijo. One meni rečejo, da mi bojo poslali stilistko. Jaz ne da se hvalim, ampak jaz sem dama, jaz se znam obleči, jaz znam se urediti in mi to z televizije ponudijo. No in potem je to uredila, da se je sama oblekla in se, če se spomni kdo potem tega posnetka na televiziji, se tudi z enim avtom pripeljali na prizorišče, na Kongresni trg in je potem ta večer bil. No tukaj pa veste, da je bil tak poln večer, krasen večer z pesmimi, ki ste jih pele Kaja pa Urška Roškarjeva, sta bile. Nama z Gusto je bila, vem, da zelo všeč, ampak zelo malokrat izvajana pesem, kak je že, Na pragu let. Aha, Na pragu let korak takrat zastane. se še me sploh ni tikalo. Ja, seveda ne, te si bila mlada. No, skratka, to je v zvezi z to imenito gostjo in še eno zadevo, ko sem jaz tule rože dal in sem rekel, gospa Elza, ko sem jaz to kot dijak poslušal, to pesem Poletna noč, si nikoli nisem mislil, da bom kdaj lahko poljubil na odru v Šmarju tisto, ki je napisala to krasno besedilo, no in pol me pa objela. Ja. Preden se vama zahvalim za nocojšnji pogovor in se poslovim od vaju, še eno vprašanje. Kakšni so vajini načrti za prihodnost? Predvsem me zanima, če ti načrti vsebujejo Edith in Reneja. Ne vejo. Ne vejo. Se vas večina spomni nadaljevanke Alo, alo, ne? Zdaj si pa zamislite mene kot Reneja in Gusto kot Edith, ne? Ono, ki tako ni znala pet, ne? Ampak je bila glavna, ne? Veselja sem zmeraj imela. No, to bi res bil štos. O tem smo se sicer še, ko smo imeli našo igralsko skupino, malo pogovarjali, vendar so avtorske pravice za te stvari izjemno zahtevne, tako da, dobro, jaz lahko, če me kam pokličejo ven tega Reneja, odigram, sej v gostilni se bi se kar znašel. Ti pa tudi, tvoje petje je bilo pa tak, no. Čisto tako, kot ona bi lahko zapela. Da bi vsi všli, če zdaj malo začnem, gremo domov. No, se če ne bi ti bila, bi bila pa Anka, Edith pa bi bila ti ona zapeljiva kelnarca, kar je tako. Ja, no. Hvala lepa. Veliko ljudi spoznamo v življenju. Niso zares pomembni tisti, ki se nas le dotaknejo in odidejo. Resnično pomembni so tisti, ki ostanejo. Zato, draga Gusta, dragi Pepi, hvala, ker sta ostala tu za mene, ker sta ostala tu za nas, ki danes ustvarjamo v knjižnici, da sta ostala tu za vse nas, ki smo se nocoj zbrali tukaj in da ostajata za vse tiste, ki sta se jih s svojim delom kadarkoli na kakršenkoli način dotaknila. Z veseljem. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.